Lep pozdrav, drago moje Šmarje iz zasneženih avstrijskih gora. In ravno to je bila današnja inspiracija za temo, namreč predstavila vam bom asano Tadasana ali Gora, ki je prva in osnovna asana, ki se jo začnemo učiti v jogi, in njene te osnovne zakonitosti potem veljajo za celo paleto asan, ki izhajajo ravno iz te asane. Asana je zelo dobra, ker nas nauči pravilne drže našega celega telesa. Nauči nas ustvariti dober temelj, nauči nas aktivirati mišice nog, mišice globokih stabilizatorjev, mišice hrbteničnih mišic. Kako potem res nekako za svojo lastno mišično aktivnostjo nekako klobujemo gravitacijski sili, ki nas nekako vleče k tlom, tu pa za svojo lastno mišično aktivnostjo ustvarjamo to pokončno držo, ki zahteva tudi veliko mišične aktivnosti. Pa gremo kar v našo asano Tadasana ali Gora. Stopite v širino bokov in najprej se bomo naučili ozavestiti pravilni temelj. Ja? In boste dali koncentracijo palca, leva, desna noga, enakomerno v tla, rahlo samo potisneš v tla. Mezinčka leva, desno, enakomerno v tla. In naslednji pomembni vidik je peta, kakor da iz kolkov potisnete peti v tla. In zdaj, če malo takole zakrožite nad stopali, morate res začutiti, da ste težo enakomerno razporedili na te 3 točke. Se pravi, enakomerno čutite obremenjena palca, mezinčka in peti. Vedno dober temelj. Naslednji pomembni vidik so stegenske mišice. Aktiviramo tako, da dobesedno pogačici aktiviramo gor proti medenici. S tem, ker ustvarim eno optimalno pozicijo za medenico, se pravi, nismo pasivni v nogah, ampak aktiviramo, se pravi, pogačici proti medenici navzgor. Naslednji pomembni vidik je medenica. Medenica, gledate, da je res nek nevtralni položaj, da ni preveč zvrnjena naprej, da ni preveč nazaj. Če nekako greste naprej in nazaj med to pozicijo, začutite, dobite neko srednjo pozicijo in to je ta optimalni položaj medenice. Naslednji pomemben vidik je center telesa, globoki trebušni stabilizatorji. Rahlo popek potisnemo proti medenici in kakor da nekje iz globine svojega trebuha dvigujemo celotno površino, predvsem se osredotočimo na ta stranski del prsnega koša navzgor. Se pravi, popek notri in iz globine trebuhe potiskamo celotno površino prsnega koša navzgor. Koncentracija stranski del prsnega koša navzgor. Prsnica spredaj navzgor. Naslednji pomembni vidik je glava. Pazimo, da glava ni pozicionirana pred trupom, to je zelo pogosta nepravilna drža, ampak da je lepo glava, rahlo potisnemo takole glavo nazaj in dobimo pozicijo glave nad trupom. Teme glave še poskušaš dobiti malo višje navzgor. In naslednja pomembna segment je, v koncentraciji med lopatici. Lopatici 10% samo aktivirate proti hrbtenici. Pazite, da ramena ne vlečete proti glavi navzgor, ampak ramena padajo proti medenici navzdol. Roki sta čisto sproščeni. Še enkrat, dober temelj, aktivna stegna, aktivne globoki stabilizatorji, vlečemo navzgor, stranski del navzgor, teme glave navzgor, medlopatični del aktiven, ramena dol proti medenici, roki sproščeni. Okay? Držite to res koncentracijo, čutite, da ste zelo mišično aktivni, čeprav mogoče takole navzven niti ne zgleda, da karkoli delamo, ampak čeprav delate, prav čutite, kako zelo morate biti, da vzdržujete to ravno držo, tudi zelo mišično aktivni. In zdaj gremo v koncentraciji v naše medenično dno. Sprednji del Sahajoli mudra, ker kakor da nas majhno potrebuje vdih, z izdihom minimalna, srednja, maksimalna napetost in z vdihom preko 3 stopenj spustimo. Kakor da nas tišči na majhno potrebo. Sahajoli mudra in z vdihom sprostimo. In še zadnjič, izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom sprostimo. Koncentracija zadnjih
analni del, kakor danes na veliko potrebo, Ašvini mudra. Vdih z izdihom minimalna, srednja, maksimalna napetost tega analnega dela in z vdihom sprostimo. In izdih minimalna, srednja, maksimalna napetost tega analnega dela in z vdihom spustimo. In še enkrat izdih in spustimo. In še zadnji segment, bomo aktivirali mula bandho. Pazite, še enkrat pogledamo, da nismo nekje spustili, da nismo izgubili našo, čutimo, da se poravnavamo navzgor. In še koncentracija na mula bandho. Tu imamo malo drugačno dihanje, vdih v polna pljuča, zadržim dihanje, fajn aktiviram medenično dno, držim medenično dno toliko, koliko pač lahko zadržujem dih in sprostim mula bandho in izdih. In še 2 ponovitvi. Vdih v polna pljuča, zadržim, aktiviram medenično dno in izdih in spustim mula bandho. In to bi bilo za danes vse. Res dajte čim večkrat zadržati, in ker drža je res lahko del življenja in ves čas dejansko delamo svojo lastno terapijo, če nam postane taka drža del življenja. Nekaj so vaje, kjer pač nek moment izvajamo, krepitev, ampak drža je res nekaj, kar lahko postane del našega življenja. Tako da asano, tadasana ali gora res zadržite čim večkrat, oziroma naj vam postane kar del vašega življenja. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.